Tomislav Ivančič, Marijin križev pot. Zakaj Marijin križev pot? Zato, ker je Jezusova mati od blizu gledala Jezusovo pot v smrt. Doživljala jo je z vsem svojim bitjem in tako tudi sama prehodila svoj križev pot. Simeon ji je v templju napovedal: glej, ta je postavljen v padec in vstajenje mnogih v Izraelu in v znamenje, ki se mu nasprotuje, a tudi tvojo lastno dušo bo presunil meč, da se razodenejo misli mnogih src. Marija ima svoj lastni križev pot, toda združen z Jezusovim. Drugi vatikanski koncil pravi: preblažena devica je napredovala na romanju vere in vztrajala v svojem zedinjenju s sinom zvesto do križa, pod katerim je, ne brez božjega načrta, stala v globokem sočutju s svojim edinorojencem in se z materinsko dušo pridružila njegovi daritvi, ko je ljubeče privolila v darovanje spravnega daru, ki ga je sama rodila. Zavestno je sodelovala v njegovem trpljenju. Ko je Kristusa spočela, rodila, hranila, ga v templju darovala očetu in ko je trpela skupaj s svojim na križu umirajočim sinom, je s poslušnostjo, vero, upanjem in gorečo ljubeznijo na popolnoma svojevrsten način sodelovala pri odrešenikovem delu za obnovitev nadnaravnega življenja v dušah. S tem nam je postala mati v redu milosti. To so dovolj veliki razlogi, da v duhu stopamo tudi po Marijinem križevem potu. Ob njej bomo še bolj spoznali vsestransko resničnost in smisel Jezusovega križevega pota od trdnjave Antonije do Golgote. Da bi križev pot deloval bolj neposredno, sem ga skušal slišati iz Marijinih ust. Če vsaj kdo ob tem križevem potu bolj prepozna Jezusa in njegovo mater, bo to dovolj velik razlog za njegov nastanek. Oče, slutim neizrekljivo bogastvo Jezusove poti k smrti na križu. Napotil sem se k Mariji, ženi, ki si jo izbral za mater svojemu sinu. Rad bi se pri njej naučil razumevati Jezusovo odkupitev človeka po trpljenju križa. Oče, napolni me s svojim duhom, da ji bom sledil in tako prišel bliže tvojemu sinu in po njem k tebi. Amen. Prva postaja. Jezusa obsodijo na smrt. Ko mi je angel oznanil, da bom rodila Jezusa, sem se svojim "zgodi se" vsa posvetila temu detetu in njegovemu poslanstvu. Brezpogojno sem se postavila njemu ob stran in brez pomislekov sklenila verovati v njegovo poklicanost. Od tistega trenutka je bil edini smisel mojega življenja on. Gledala sem ga pred Pilatom, kajti moj narod ga je obsodil. Zavrgel ga je in izročil Rimljanom, da ga obsodijo tudi oni, okupatorji mojega naroda. Zavedala sem se, da sem obsojena tudi jaz. Mislila sem kakor on. Vsa moja življenjska naloga in sreča je bil on in njegovo delo. Sedaj je obsojena ta moja naloga, moj namen, moja odločitev. Kakor on sem bila zavržena tudi jaz. Zame je bil to konec, zadnja pot življenja. Z njim
sem bila obsojena na smrt tudi jaz. Ali veš, kako je, kadar ti vse najdražje obsodijo, popljuvajo, vržejo v blato? Kaj storiti tedaj? Ostani ob Jezusu, ker te on sprejema razočaranega in objokanega. Ob njem se bo vse, kar je nesmiselno, spet osmislilo. Daj mi roko, da te popeljem k mojemu sinu. Kadar se poglabljaš v ljudi, ne pričakuj pohvale in nagrade. Skrbi naj te samo to, ali je to izvirna lepota in odsev resnice. Naj se tvoje iskanje in izgorevanje za resnico in ljubezen dogaja v skritosti. Človeška presoja je drobnjakarska. Bog vidi celoto. Ne boj se človeških obsodb. Prepusti se Božji sodbi. On odloča. Druga postaja. Jezus vzame križ na svoje rame. Gledala sem svojega sina na ulicah Jeruzalema, kako krvav, prepoten, izčrpan nosi težki leseni križ, na katerem bo moral izdihniti. Jaz sem mu darovala človeško življenje, zdaj pa mu ga hočejo moji rojaki vzeti. Več kot 30 let sem snovala njegovo prihodnost in sem bila nanjo ponosna. Samo zanj sem živela. Zdaj v vrtincu sovraštva osupla gledam, kako gre v smrt, ne da bi mu mogla pomagati. Brezmejna volja, da ga rešim, in neizrekljiva nemoč, da bi to uresničila, sta se nagrmadili v meni kot krč bolečine in tesnobnih vprašanj. Zakaj ima zlo na svetu tolikšno moč? Ali je kje prostor, kjer vlada dobrota in kjer pravica obseva ljudi? Spoznala sem, da je moj sin ta prostor. Gore zla je hotel vzeti na svoje ramena, da jih uniči v svoji smrti. Ta trepetajoča luč mi je dajala moči, da sem mu sledila. Zlo je izvir trpljenja. Sprejeto trpljenje premaguje zlo. Veličina in smisel življenja se rojeva v pogumnem soočenju z zlom v trpljenju. Kadar izgubiš najdražja bitja, glej naprej, glej v srečanje, ki se bo izvršilo v večnosti, in ne v praznino, ki zeva za njimi in preti, da te pokoplje v samopomilovanju. Prehodila sem to pot, da te primem za roko in te opogumim. Vedno sem ob tebi, ne boj se. Tretja postaja. Jezus pade prvič pod križem. Medtem, ko je Jezus padal, sem skoraj kriknila v strahu, da ga križ ne bi strl. Samo eno hrepenenje je bilo v mojem srcu. Da se dvigne in še živi. Slaba tolažba, kajti on se vzpenja proti smrti. Njegova mati sem. In vsak podaljšani trenutek njegovega življenja je zame žarek upanja. Vse bi dala, samo da bi ga mogla rešiti drhali, ki ga je vlekla proti Kalvariji. Mislila sem, samo da nikoli ne prispemo tja, da se pojavi kaka čudežna rešitev. Tako je prosilo srce. On je moral umreti in smrt je bila tu. Pogosto mi je o tem govoril in vse sem razumela.
Toda materino srce tega ne sprejme. Z njim umiram tudi jaz, ker ga ljubim in verujem vanj. Človeški koraki v smrt so neodložljivi. Življenje je tu, da se daje in ne ohranja. Zaman je mrzlična skrb, da bi ohranili, kar se ohraniti ne da. V darovanju je človekova neuničljivost. Kadar padeš, vstani, da še komu podariš ljubezen. Ne pozabi, moja molitev te spremlja, ne boš se izgubil. Tam boš, kjer sem jaz. Četrta postaja. Jezus sreča svojo mater. Niti sama ne vem kako. Nenadoma sva se srečala na poti na Kalvarijo. Nikoli ne bom pozabila tistega prodornega pogleda mojega sina. Kot da je iskal nekoga, ki bi razumel to nesmiselno obsodbo. Vsi so govorili, da je izdajalec naroda in da mora po Mojzesovi postavi umreti. Jaz sem Judinja in zame je bila postava ponos in svetinja. Srce se mi je trkalo. Gledala sem ga v oči in mu dala vedeti, da je vse moje bitje z njim, da sem ob njem. Zlo je zavedlo ljudi, pa ne vidijo, da je on Božji sin in odrešenik sveta. Žal mi je bilo, ker ljudje niso razkrinkali navidezne logike sil teme. Toda tudi moj sin je bil prepričan, da grem skupaj z njim do konca, da bi on stran smrti poveličano živela. Potolažiti koga? Pomeni reči mu, da si z njim, da ga ne boš zapustil, da mu boš zvest. Z nekom ob sebi se je mogoče izogniti vsaki smrti in oživiti mrtvo dušo. Ljubezen je srce zvestobe. Peta postaja. Simon iz Cirene pomaga Jezusu nositi križ. Nenadoma se je sprevod ustavil. Srce mi je zadrhtelo. Kaj se je zgodilo? Videla sem, kako silijo Simona iz Cirene naj nese križ mojega sina. Gledala sem sina, ki se zavoljo izčrpanosti opoteka za Simonom. Občutila sem bolečino vsake njegove rane. Verovala sem v smisel njegove zavrženosti. Ob dolgih večerih sva se večkrat pogovarjala o tem, zlasti po Jožefovi smrti. Toda sedaj se sprašujem, ali obstaja večja bolečina, kot je moja. V takšnem stanju obsije človeka dobrota in ga okrepi, da ne omaga. To dobroto sem tedaj prepoznala v Simonu, ki je mojemu sinu pomagal nositi križ. Nič več nisem bila sama ob svojem Jezusu. Prepričljivost zla je postajala vse manjša. Veš, dobrota se hitro širi od srca do srca. V vsakem človeku je dobrota. Dobrota je tvoj zaveznik. V neomadeževanih globinah srca so vsi ljudje s teboj. Tam je skrito žarišče sočutja. Kadar zagori, se žge vsakršno zlo. Plamen ljubezni uniči množico krivic in zločinov. V ljudeh je upanje.
6. postaja. Veronika poda Jezusu potni prt. Videla sem okrvavljeni, prašni, znojni, iznakaženi obraz svojega sina. Želela sem, ko bi le bilo mogoče obrisati njegovo obličje. Veronika je prebrala to željo v mojih očeh. Prerinila se je do Jezusa in mu ponudila prt. Jezus se je zdrznil, žarek ljubezni ga je obsijal. Vzel je prt in si obrisal obraz. Za trenutek sem bila potolažena. Jezus je spoznal, da so še ljudje, ki so z njim. Ko se je Veronika vrnila, sva na prtu zagledali Jezusovo obličje. V vsakem trpečem obrazu se skriva Božja podoba. Karkoli ste storili kateremu izmed mojih najmanjših bratov, ste meni storili, je rekel Jezus. Dobro je zdraviti iznakaženost ljudi, da bi v njih zasijala Jezusova podoba. K Bogu pridemo po ljubezni do človeka. Tako najhitreje okusimo Božjo bližino. Potrebno je priti k človeku, razumeti njegovo tarnanje in ostati ob zapuščenem. Kalvarijski sprevod se še vedno vleče skozi vaške in mestne ulice. Jezus je še na križevem potu v udih svoje cerkve. On je trpin v trpečih sveta in kliče srca Veronik, naj se mu približajo, naj obrišajo trpljenje in se vrnejo z njegovo podobo v duši. Največja sreča je, da moramo delati ljudem dobro. Sedma postaja. Jezus pade drugič pod križem. Padanje pod bremenom križa je pomenilo odpiranje novih ran. A Jezus je že bil ena sama rana. Vsak padec bi lahko bil zadnji, bodi si za voljo nove rane ali zaradi besa vojakov. Zato me je globoko presunil vsak Jezusov padec. Vedela sem, da je Jezus Božji sin in ne samo moj. Okrutnost ljudi sem zato občutila kot zabadanje meča v srce. Svojega stvarnika ubijajo in to s skrajnim prezirom. Kaj lahko pričakuje človeštvo od prihodnosti, če pa uničuje svoj izvor? Vsemogočnega, korenine in srce svojega bitja. Čudno, da svet sploh še stoji. Kaj ga še drži? Drži ga moj sin pod bremenom križa. Nanj se je zgrnila vsa hudobija sveta. Tudi danes ga drži on, da ne strmoglavi v samo uničenje. Samo zato ima svet prihodnost. Jezus pada, da bi se ljudje dvignili na duhovno raven človekoljubja. Svet obstaja, ker ga Jezus ljubi. Opri se na Jezusov padec in obstal boš, vzravnan in pošten. Glej, tu je moja roka, da te vodi, da boš ljubil svet, kakor ga ljubi Jezus. Osma postaja.
Jezus tolaži jeruzalemske žene. Sredi vpitja, žaljivk, zasmehovanj in hrupa se je zaslišal jok, objokovanje, glasno žalovanje. Po licih žena iz Jeruzalema so tekle solze. Pomislila sem, kako se bo Jezus odzval. Dobrohotno je sprejel ljubezen. Še več, začel jih je tolažiti. Opozoril jih je na resnost človeškega bivanja. Če Božji sin trpi pobesnelo človeško hudobijo, potem bodo šli po tej poti vsi, ki hodijo za njim. Potrebno je jokati nad vsakim človekom. Ni največja nesreča telesno trpljenje. Mnogo bolj ubija in v nesreči moralno trpljenje. Saj to ne pelje v telesno smrt, ampak v večno. S tem trpljenjem je prepojeno človeštvo. Nad tem trpljenjem joka Jezus. S tem trpljenjem se odločno spopada, da ga razkrije in uniči. Obstaja trpljenje, za katerega se je treba Bogu zahvaljevati, ker odrešuje. Obstaja telesno trpljenje, ki pomaga odvrniti moralno, pomaga napraviti temeljit obrat k zakonitosti vesti in evangelija. Trpljenje mučencev in junakov nas dviga in opogumlja. Življenje je treba vložiti v nekaj, za kar je vredno živeti in umreti. Samo tako se ohrani in pomnoži. Na tej poti ne pričakuj tolažbe ljudi, čeprav je plemenita. Uteha ljudi te ne more ukrepiti za velike stvari. V urah tesnobe in trepeta išči Božjo tolažbo. Samo v Bogu je moč in rešitev. Vanj zaupaj ob vsakem času. Deveta postaja. Jezus pade tretjič pod križem. Noben padec ni mogel ustaviti mojega sina, da ne bi prišel na Kalvarijo. Neka nedojemljiva moč ga je vlekla. S prizadevnostjo, s katero se mi trudimo ohraniti življenje, se je on trudil izgubiti ga. Jezus je živel v čisto drugih razsežnostih kakor ljudje. Pasti in zaječati pod težo skušnjave, bolečine in tesnobe ni znamenje slabosti, ampak odhoda v razsežnost življenja, iz katerega se od zgoraj ponuja pogled na svet. Padci nas spominjajo, kdo smo, iz kakšne snovi smo ustvarjeni in kam gremo. Opozarjajo nas, da smo popotniki in ne prebivalci zemlje. Treba se je navezovati na neminljivo, na duhovne vrednote, na Boga in njegov načrt z nami. Kadar to pozabljamo, nas doleti udarci. Bolezni nas lahko priklenejo na posteljo. Trpljenje nas spomni, da smo se spet oddaljili od Božjega načrta. Bližina smrti pa nas prepriča o nujnosti preokreta k iskanju resnice in predanosti ljubezni. Vse to so glasniki nebes, da se mi ne bi izgubili. Ne boj se, prišlo bo jutro, razpršile se bodo megle, bolečina bo izginila, človekovi sovražniki bodo premagani. Ne ustavljaj se ob trenutnem grehu,
ob sedanji bolezni, ob včerajšnjem razočaranju. Ne osredotočaj se na negativno. Udarci so tu, da nam odpro oči in nas obrnejo k očetu. Deseta postaja. Jezusa slečejo. Ko se vzpenjam na Kalvarijo za svojim sinom, se spominjam Simeonove napovedi. Tvojo dušo pa bo presunil meč. Jezusa so zavrgli in ga krivično obsodili. Tepli so ga, bičali, mu pljuvali v obraz. S trnovo krono so mu okrvavili glavo. Na ramena so mu naložili težki križ in skupaj z 2 razbojnikoma so ga gnali na kraj križanja. Vzeli so mu čast, svobodo, življenje. Njegovo dostojanstvo mečejo v blato. Nasilno vdirajo v globine njegove intimnosti in ga tako želi vsestransko razvrednotiti in vreči iz sveta živih in človeške zgodovine. Vsi ti meči so suvali vame in me ranili. Njegova mati sem. Hrepenela sem po tem, da bi bil velik, spoštovan, dostojanstven, srečen, svoboden. Verovala sem v njegovo mesijansko poslanstvo. Sedaj sem morala vsem tem v svojem srcu znova premišljevati. Samo tako sem mu bila lahko blizu. Odreči sem se morala vsem materinskim sanjam in sprejeti Božji načrt. Vedela sem, prav nič miselnosti sveta ne sme ostati v meni. Vse je treba opustiti in obleči miselnost mojega sina. Ko zemeljsko življenje s tvojimi leti drsi kakor obleka, ne bodi žalosten. Obleci se v nemenljivo, v Božje, v nebeško. Tu najdeš moč, da boš vzdržal vse udarce življenja. Ti bodo vedno prihajali, da preizkusijo čvrstost tvoje zvestobe nemenljivi Božji človečnosti. Enajsta postaja. Jezusa pribijejo na križ. Gledala sem, ko so ga pribijali na križ. Nič več ne more hoditi po svetu in ozdravljati vsakršno bolezen in vsakršno slabost. Križ je njegova zadnja postaja. Zrla sem, kako odhaja nekam daleč, kamor oči ne sežejo, vendar ga ne morem ustaviti. On odhaja. Jaz pa se sprašujem, ali je na zemlji še kakšen kraj, kjer bi mogla živeti. Z njim je odšlo vse, kar sem imela in kar sem bila. Kako naj se vrnem s Kalvarije, ko pa me ni, ko sem z njim pribita na križ in z njim umiram. Medtem, ko zamolklo odmevajo udarci kladiva, objema Kalvarijo groza. Tukaj ljudje ubijajo svojega stvarnika. Tu je hudodelstvo sveta doseglo vrhunec. Kdo naj očisti svet tega morja hudobije? Moj sin Jezus dopusti, da se ves pekel sveta zgrne nanj, da ga skupaj s seboj potegne v smrt,
potem pa s tajenjem ustvari boljši svet. To mi je dalo moči, da sem vzdržala vso brezčutnost krvnikov in sodnikov. Pomembno je, da je duh močan, tedaj bo vzdržalo tudi slabotno telo. Dvanajsta postaja. Jezus umrje na križu. Trpeč stok je presekal Golgoto, ko so dvignili mojega sina na križu. Tedaj mi je seglo v spomin. Oče mojega naroda Abraham je daroval svojega sina Izaka. Moj narod je daroval velikonočno jagnje. Neštete daritve so bile darovane v Jeruzalemskem templju. Sedaj se daruje edinstvena, božja daritev, neomadeževano jagnje, Božji sin in moj sin. Človeštvo ima sedaj svoboden izhod iz suženjstva krivic in lahko vstopi v nebeško domovino, v katero je skozi smrt prvi vstopil moj sin. Tako se je končalo suženjstvo in se začelo vračanje k očetu. Križ je novi daritveni oltar. Daritev ni uničenje, ampak spremenjenje. Ni smrt, ampak življenje. Ni konec, ampak začetek. Slišala sem Jezusa, kako izroča svoje življenje v očetove roke. Skupaj z njim sem sebe in njega darovala vsemogočnemu tudi jaz. Potem mi je zaupal Janeza in vse, ki so zvesti njegovi poti. Postavil me je za mater številnih narodov. Tedaj je izpovedal svojo poslušnost očetu. Dopolnjeno je. Izpolnjeno je vse, kar je bila očetova volja. Začenja se novi svet. Na Kalvariji se dovrši pot starega sveta. Vrni se domov in veruj veselemu oznanilu. Trinajsta postaja. Jezusa snamejo s križa. Ko se je brez zla do konca znesel nad Jezusom, smo smeli pristopiti in poskrbeti za njegovo mrtvo telo. Ko sem ga držala v naročju, sem se spomnila trenutka, ko sem ga v hlevcu zunaj Betlehema prvikrat vzela v naročje. Rodil se je kot izgnanec, pokopan bo v pregnanstvu. Ni imel prostora, kamor bi glavo položil. Niso ga sprejeli v Betlehemu. V Nazaretu so ga hoteli pahniti v prepad. V Jeruzalemu so ga križali. Ko sem gledala njegovo mrtvo telo, mi je meč bolečin odprl novo rano. Telo, ki sem ga z najtenkočutnejšo ljubeznijo nosila, hranila, negovala, je bilo sedaj umorjeno, iznakaženo, prebodeno, da ga je bilo komaj mogoče prepoznati. Pred 30 leti sem ga prinesla na svet, sedaj ga moram odnesti iz sveta. Tedaj sem ga z veseljem in ponosom rodila. Sedaj ga v neizmerni žalosti in ponižana pripravljam za pokop. Medtem ko sta Jožef iz Arimateje in Nikodem skupaj z Janezom in ženami snemala telo mojega sina, je moj pogled obstal na lesu križa.
Na začetku človeške zgodovine so prvi ljudje z drevesa spoznanja dobrega in hudega utrgali sad neposlušnosti in nezaupanja do stvarnika. Sedaj snemamo z debla križa mojega sina, katerega hrana je bila izpolnjevanje očetove volje. Pomislila sem, da se tukaj končuje zla usoda človeštva. Pomembno je odkriti Božji načrt tudi v najbolj nesmiselnem trpljenju, ujeti stvarnikovo misel in v njej smisel. Tedaj je mogoče prenesti vso brezpravnost in vsa ponižanja. Nad Jezusovim trpljenjem lebdi upanje vstajenja. To me drži. Štirinajsta postaja. Jezusa položi v grob. Sonce je zahajalo. Pohiteti smo morali s pokopom, kajti bil je večer pred soboto in judovska priprava na praznik. Ko smo odhajali od groba, se nisem mogla sprijazniti z mislijo, da je to dokončno slovo. Meni in učencem je govoril, da bo tretji dan vstal. To me je navdajalo z upanjem. Bilo mi je, kot da se bo znova rodil v svetu in v njem premagal hudobnega duha in uvedel človekoljubje. Kakor sem verovala angelu Gabrielu, da ga bom jaz rodila, tako sem verovala tudi njemu, da se bo zopet rodil iz naročja groba kot sin najvišjega. Nekaj neuničljivega je viselo v zraku. Nasprotniki so se bali njegovega groba. Apostoli so slutili vstajenje. Jaz pa sem molila in verovala. Materinsko srce me je prepričevalo, da se bo Jezusova beseda uresničila. V čakanju sem prebedela noč s petka na soboto. Nestrpna sem priganjala čas, da bi minila sobota. Ljubeče sem čakala, da se njegov grob spremeni v kraj novega življenja. Stražarji so čuvali grob, učenci pa so v strahu pred Judi zapahnili vrata. Zdelo se mi je, da se je ustavil čas, da sta nebo in zemlja zadrževala dih v pričakovanju dogodkov, ki se bodo zgodili. Božji sin je izpolnil vse, kar je sklenil oče. Zdaj je bil na potezi oče. Grobovi niso več kraji brezupne žalosti in zadnjega slovesa, ker se je v grob spustil Božji sin. Rojeva se večno življenje. Petnajsta postaja. Jezus vstaja iz groba. Nedeljsko jutro. Zarja novega človeštva se je svitala. Vse se je dogajalo bliskovito. Angel je odprl grob. Iz strahu pred njim so zadrhteli stražarji. Žene so tekle sporočit novico o praznem grobu. Janez in Peter pa sta vsa zadihana hitela, da bi se o tem prepričala. Jezus se je prikazoval živ, spremenjen, na očetovi desnici kot kralj kraljev in gospod gospodov.
Kot blisk se je širilo Jezusovo sporočilo upanja. Ne bojte se, mir vam bodi, samo verujte. Poglejte moje roke in noge, jaz sem. Izpolnilo se je vse, kar je v Mojzesovi postavi, v prerokih in psalmih zapisano o meni. Novica se je bliskovito širila. Kot baklo miru so jo predajali drug drugemu. Res je, Gospod je vstal in se prikazal Simonu. Moj duh je veselo vriskal. Vedno bolj se mi je razkrivalo, zakaj je moj sin s križa rekel Janezu: Glej, tvoja mati. In potem meni: Glej, tvoj sin. Oznanil mi je, da bom po istem duhu, po katerem sem spočela njega, sodelovala v porajanju njegovega telesa, cerkve. Po Božji milosti bom postala mati cerkve. Zopet sem mu ponavljala svoj trdni in zvesti: Da, naj se mi zgodi po tvoji besedi. Od tedaj naprej nosim v srcu vse vas vernike in vse ljudi. Samo eno želim: pripeljati vas k svojemu sinu in vam tako pomagati, da boste odrešeni in postanete nosilci odrešenja drugim na poti življenja. Vesela sem tega srečanja na križevem potu mojega sina. Naj se odslej vaše življenje nenehno obrača k luči vstajenja in nosi to znanilo vsakemu človeku. Oče, hvala ti za to hojo z Marijo, za tvojim sinom. Nisem več isti. Odhajam živeti za druge, kakor Jezus. Po svetu hočem hoditi in delati dobro. Obsijan z lučjo križa in sijajem vstajenja prepoznavam v Jezusu srce človeštva. Zdaj vem, komu sem zaupal. Oče, v tvoje roke polagam svoje odločitve. Ti me krepčaj, dvigaj, ozdravljaj in me vodi za roko do konca mojega križevega pota. Hvala za tvojo cerkev, v kateri skupaj z drugimi prihajam tebi naproti. Amen.